Študentski. Študentski, tako kot so zdaj vsi študenti, mladi. Recimo tako, ko jaz, ne tako on. Ja. Ja. No, v glavnem, ful smo se zabavali, tako kot oni. Iskali smo nove dogodivščine. Ti sploh da je bil študent? Ja, tudi, ja. Zabavno. Neki kratek čas. Ja. Vse ostalo sem v bistvu prebil za bobni. Družili smo se pa s študenti. Ja, smo pa že kar aktivno igrali v tistih časih. Ja, mi smo bili že ful aktivni, ko bi mogli biti študenti. Jaz sem bil star 16 let, ko smo začeli. Ko sem bil študent, sem bil že star šankrok. Tako da ja, no, poznamo ta leta in takrat je bilo najboljše. Primarno in čist na novo odkrivaš življenje, odkrivaš nove relacije. Ti od danes govoriš, ali? Ne, od takrat, ne. Ja, zdaj, za nazaj vem, da je bilo tako, ne, takrat mi itak pač vse dogajalo. Ne. Mi ga še zdaj odkrivamo vsak dan. Ni še konec. Študentsko življenje, ne? Tudi danes bomo tle odkrivali študentsko življenje. Mi kot Štajerci nas posebej vežejo, ne? Ker kot Štajercu se je zelo težko prebiti v Ljubljano, dosti lažje na Štuk. Ja. Tle je bilo ogromno nekih žurov, ne? In fajnih dogodkov, tudi dostikrat smo prespali tle, ne? Po študentskih sobah. Ja, tle v Štuku smo imeli nešteto koncertov, Lampiončki, Piše se leto, Lent, cela Štajerska in tako. V bistvu smo štajerski band, ne? In nam je bilo vedno tle najboljše, ne? Tako da... Pa tudi danes bo tako. Tudi danes bo tako. Zelo študentsko. Zelo študentsko se bomo danes obnašali. Oziroma se že cel popoldan. Žurka je taka, ko si v glavi narediš, ne? Ja, tako da, če si v glavi rečeš, da ne bo žuro, pač ne žuraš. Ja, zdaj jaz mislim, da ni to pomembno, no, kakor samo in okolje in leta in vse skupaj, ampak koliko si ti to pripravljen sprejeti, da se boš nocoj imel res dober utorek na Štuku, to je zakon. Ja, tudi če ne govorimo samo o Štuku, če govorimo o novi generaciji, tudi oni pač danes morajo se odločiti, da se bo imeli fajn, ali bojo pa sami sebi zateženi, bo gledali TikToke in se, ne vem, ukvarjali sami s svojimi nekimi kvazi problemi, zabluzli, namesto da bi šli med družbo, uživati, se zabavati, tako, mislim, to je mogoče... Tako, včasih ni bilo tega, Včasih tega ni bilo, ne, včasih so res danes imajo pa izbiro, ali ekran, ali pa real life. Včasih so pa vsi sam žurali v naših časih in mi še vedno to delamo od takrat tudi zdaj. Ker se v ekran ne spoznamo najbolj. Tako je, v ekranu tle smo dinozauri, T-rexi, stari in smo še kar za šankom in imamo najraje špricer. Adi Smolar to dobro opiše v svojemu komadu, je treba delati. Ja, to je naš delovni mesec, no? In smo veseli, ko mi čakamo, da prihaja, ker so lučke okrog nas, veseli ljudje, ki se veselijo enega zaključka dela. Ja, špili na trgih, špili za velike firme, ki imajo zaključke, velike partije, koncerti, tako da to je ponavadi, december je za nas eden najbolj, tako bi rekel, delaven, ne? Vmes si pa sigurno še kak dan najdemo za familijo, pa za prijatelje, za malo zažurirati in potem se nekako privlečemo do prvega. V glavnem smo veseli, da smo del veselja. Ja, da smo sploh še lahko del tega veselja. Jingle bells, jingle bells. Ti si bolj rocker, ne? Ne, danes smo glih. Moram povedati, da sem danes popoldan delal s familijo Smrečico in sem jo postavil in smo jo skupaj ukrasili, preden sem šel na Štuk. In sem dal tele Christmas božične pesmi in pač nek miks in mi v bistvu uživamo v tem vzdušju. Malo smo se navlekli tega praznika in v bistvu je zelo lepo. Moraš si narediti lepo. Kjer je pa najboljši komad, pa ne vem, mislim, sam da je. Lem je imel en dober komad, ne, pokojni, nekaj o Christmasu, pa ne bom vzel tekstu. Super je bilo, ne? Normalno, da je totalno nepričakovano in zgleda, da se bo zelo lepo izšlo. To leto 2024. Mi smo si naredili neko 40. obletnico, visoka obletnica, če ne najvišja v Sloveniji.
In jaz sem se nazaj pridružil matičnemu bendu in od takrat naprej se imamo super, kot v študentskih časih in vse se nam je šlo in še naprej izgleda, da nam bo zanimivo, pestro in zabavno. Staying alive, staying alive. Čim manj doktorjev. That's it. Yeah. Happy New Year, srečen Božič in srečno novo leto vsem. Tako.